Dopust načrtujemo, veselimo se ga, komaj čakamo in potem se zgodi, da na dopustu zbolimo. Danes bom z vami podelila 5 razlogov, zakaj se to zgodi. Ne zato, da boste znali odreagirati takrat, ampak predvsem, da boste dejansko znali pripraviti sami sebe in na ustrezen način dejansko prideti na destinacijo, kjerkoli pač to je. Zdaj, 5 razlogov. Prvi razlog, ki je mogoče zelo pogost, kadar potujete v neke oddaljene dežele, Egipt ali pa, ne vem, Turčija, Tunizija in tako naprej, da gremo takoj čez s tem prvim razlogom, je kakšen virus ali pa kakšna bakterija, ki jo vaše telo ne pozna, ker je drugačen higienski standard in tako naprej. To je v nekaj odstotkih, da se lahko zgodi, da zbolimo, ker pač nismo navajeni, naša mikrobiota ni tako zelo biodiverzitetna. Ampak največkrat pa se zgodi, da zaradi kortizola, zaradi padca kortizola dejansko zbolimo na dopustu. Kaj to pomeni? Mi, ko delamo, ko se pripravljamo, ko mogoče delamo še celo več, kot sicer, naš kortizol, ko je dejansko visok, takrat telo ve, da si ne more privoščiti, da dejansko zbolimo. In ko pridemo na neko lokacijo, ko pridemo dejansko v neko okolje, kjer je več miru, kjer se nam ne mudi, kjer nismo v tej fazi, da preganjamo sami sebe in druge, takrat dejansko kortizol pade. In ko se zgodi ta padec kortizola, dejansko telo, drugi razlog, dobi signal, da je mogoče čas za regeneracijo, revitalizacijo in začne popravljati določene stvari v telesu, za kar seveda potrebuje mir, predvsem pa zelo čisto okolje. In naslednji razlog bi dejansko lahko bil ta, da telo izkoristi šanso za ta detoks, za to razstrupljanje. Velikokrat se to zgodi, če imamo nasploh v prostoru, kjer se največkrat zadržujemo, torej ali v pisarni, v službi oziroma doma, da imamo pogoje, ki so precej neustrezni. To pomeni veliko brezžičnega sevanja, mogoče kakšne plesni, preveč vlage in take zadeve, kar telo izčrpa, potem pa pridemo v nek kamp ali pa v kakšno čudovito okolje, kot je recimo, ne vem, na jadrnico, na čoln, kjerkoli, kjer imamo ogromno te svežine, potem telo dejansko to dojema, kot da je čas, da se razstrupi in lahko zaradi tega izbolimo. Naslednji razlog je adrenalna izčrpanost. Veliko ljudi ima izčrpane adrenalne žleze in takrat, ko bi dejansko morali čutiti največ te energije, največ tega poletnega uživanja in radosti, se zgodi dejansko, da adrenalke ne zmorejo, ne morejo. Zdaj, adrenalne žleze moramo krepiti v zimskem času. Če v zimskem času nismo ukrepili dovolj naše adrenalke, adrenalne žleze, bo dejansko to potem izziv in se lahko rezultira v tem, da bomo dejansko v poletnem času zboleli. Poglejmo naslednji izziv. Naslednji izziv je zelo preprost. Sprememba okolja in pa sprememba ritma. Recimo spimo dlje ali pa uživamo bolj raznoliko hrano. Hrana dejansko lahko vpliva, pri mnogih pa vpliva tudi alkohol. V tem smislu, da dajmo biti realni, veliko Slovencev pretirava z alkoholom in mnogi jemljajo dopust kot nek izgovor, da zdaj pa lahko dejansko pijejo več in to lahko definitivno povzroči probleme. Alkohol je v Sloveniji velik izziv, dajmo se zavedati tega, dajmo govoriti o tem in dajmo dejansko to reševati. In pa zdaj, če pogledamo, kaj lahko naredimo. Torej, kaj lahko naredimo, da do tega ne bo prišlo. Če smo rekli, da je osnovni problem ta padec kortizola, to pomeni, da moramo narediti lep prehod. In danes bom z vami delila, na srce vam polagam, vzemite si tale nasvet. Sama sem prepotovala več kot 40 držav sveta in sem kolikokrat naredila to napako in vam na srce polagam, probajte to v letošnje poletje, ko greste kamorkoli in boste videli, kako se vam bo obrestovalo. Nič mi ne rabite verjeti, dajte probati in boste ugotovili. O čem govorim? 3 dni. Preden greste na dopust, preden greste na pot, preden greste na potovanje, 3 dni prej, naj bo doma vse pospravljeno, vse prštimano,
vse spakirano in naj bodo ti 3 dnevi že zelo podobni dopustu, kot da ste na dopustu doma, in potem boste vi šli umirjeni, s to umirjeno energijo boste šli na dopust. Kaj se sicer zgodi? Sicer se zgodi, da vi šponate vse do trenutka, ko greste, in rabite 3 dni, da sploh ugotovite, da ste na dopustu, da sploh ugotovite, da imate frej in da se dejansko lahko sprostite, in takrat se dostikrat zgodi, da dejansko potem zbolite. Tako da polagam vam na srce, 3 dni prej se umirite, že doma, spakirajte prej, pripravite stvari prej in boste videli, da bo to potem dopust, ki bo res tisto 1A, kajti danes veliko ljudi pride z dopusta bolj izčrpanih, kakor pa so dejansko šli na dopust, sploh tiste mlade družine. In poglejte vse ostale poletne tematike, ki smo jih pripravili za vas. Naprimer, kaj vzeti s sabo, kaj imeti s sabo, če se zgodi, da zboliš, če pride do pikov žuželk, če pride do bolečin in tako naprej. Kaj imeti dejansko zraven pripravljeno, kako da preprečite vnetje mehurja, kajti vnetje mehurja je lahko velik izziv, demanoza tukaj, zelo fajn, da imate zraven. Kaj tudi narediti, če recimo ne moreš iti kakat. To se na dopustu mnogim ljudem dejansko zgodi, zaradi tega, ker se zakrčijo. Skratka, vse te stvari smo vam pripravili in najdete jih tudi v brezplačnem priročniku Poletje, ki ga najdete brezplačnega na klepetobkavi.si pod brezplačnimi zavihki. In pa želim vam poletje polno radosti. Po tradicionalni kitajski medicini je zdaj čas srca, čas rdeče barve in čas za res užitkov. Uživajte. Kombinirala bova 2 super zadevi in to so maline in rdeča pesa. Ha? Aha, rdeča pesa. Rdeča pesa. To imajo otroci ful radi, ne? No, tle sploh ne bojo opazili. Ravno zato sem pa zbral rdečo sadje, veš, to je bilo tako namenoma. Kamuflaža. Kamuflaža, da lahko skriješ noter rdečo peso, ki se mimo grede zelo lepo spet poveže. Kot sem prej za mačo rekel, tle bo tudi vrhunsko. Tle malo jagode sem dal, lahko uporabljamo sveže ali zamrznjeno sadje, to je pač v bistvu vseeno. Če je zamrznjeno, bo še sam hitrej sladoled pripravljen. Jagode, maline, zmrznjene maline, tle imam Tudi ko po občutku si dal, ok. 150 gramov jih je drugače, 100 gramov jagod. Sem stehtu. Pesin sok tega ne rabo dati velik, tle je pol deci. Kar noter olijeva. Se tole zakrije pa tole bombica, ne? Tole je pač res polno antioksidantov in vsega in je ful fina zadeva. Sladkala ga bova z medom tokrat. Sladkala bova, tega pa morava mal, ne? Ja, jagodiče nima toliko sladkorja, ne? Prej sva dala banane, zdaj pa dodava kar med, tega je nekje 3 žlice. Čeprav si res zdravo verzijo, se med je zdrav, ne? Med ima tudi veliko vitaminov, tako da tukaj nič ne oporekam temu. Res je, ja. Jaz bi še dodala še, mi imamo namreč še eno fajn zadevo, ki lahko tudi sfejkamo noter, da dodamo torej še več antioksidantov in sicer gre za Red Spect, tako da evo, Saša, še to daš lahko noter. Še več antioksidantov, da bo še bolj za srce poskrbela danes. Zmenjeno. Evo. Boš povedal, če kaj čutil razliko. Če zdravje ga ni, ne? Ja, točno seveda, tako. na prvem mestu. Evo, pa seveda. Tako kot ono naše, Šiže super. kaže eko-zelenje, samo da je pač to rdeča barva, tako da boste vedeli gledalci. In pa, še eno stvar, kefir. Kefir? Zakaj pa kefir? Všeč mi je, ker je malo fermentiran jogurt, a veš, pač bolje zdravo, lažje prebavljivo je, pa okus je zelo prijeten. Pa malo mehurčkov, ne? Evo, to dava not in to je to. Ok, še kefir smo dodali. Se pravi, jagode, maline, med. Rdeča pesa, sok, ne? Rdeča pesa in kefir. Kefir, in seveda še Red Spec. Za bombo. Za bombo antioksidantov. Nekaj boš videl, kar plesa začela. Evo ga. Da vidimo. O, lepa barva. Super, 1, 2, 3 in deva tole poskusiti. No, pa deva. Koliko je lepa barva? Ful je lepa barva. Barva si super namešal. Ja. Zdaj bomo pa videli še, kaj si z okusom ščaral. Če bi čutila isto rdečo peso zdaj. Saj veš, kako je. Jemo itak z očmi tudi najprej, ne? Ja, to je res. Te barve so pa super. Joj, koliko je lepa barva. Vidite, no. Deva tole poskusiti. A se vidi, koliko je lepa barva? Ne vem, če se vidi to na televiziji, da ja, vidi se, joj. Sašo, čin. Drugič že, ne? Na zdravje, ja. No, kje je rdeča pesa? Čak.
Ne, ni je, dober. Ni, ne? Dobar, tole bo šlo za moje otroke, tudi če si bomo lepo sfejkali, ampak barva, jaz vidim, da v moja ta mala na to barvo čisto navdušena, ker tole je pa roza. Ne? Roza. Ena stvar pri sladoledih, mogoče sam zapovedati, ko recimo dodajemo sladkor v smutije, ko zadevo zamrznemo, bo manj sladka. Se pravi, če v osnovi delamo sladoled, lahko dodamo tudi kakšno žlico medu več. Če Ja, imamo jaz radi bi jo sladko. dala. Ja. Jaz. Jasmina recimo bi rekla, stran! Stran s cukrom, ti bi Stran s imela cukrom, cukor, jaz bi zato ga ker si pa danes iskreno kot otrok pove. Prav je, seveda.